Samo še točka do osvojitve naslova prvaka. Sobotno gostovanje v Zavrču je prineslo novo, zanesljivo zmago in omogoča končno odločitev že v soboto v Ljudskem vrtu proti Domžalam. V primerjavi s tekmo proti Celju je Ante Šimundža v prvi enajsterici opravil 2 menjavi. Kaznovanega Stojanovića je na desnem boku zamenjal Mejač, medtem ko je Boharja v zvezni vrsti zamenjal Santi. In prav Izraelec je bil med najbolj razpoloženimi in vidnimi v prvem polčasu. Njegov prvi poskus je končal v domačem bloku. Naslednjič je z leve strani podal sredino, Dervišević pa ni bil dovolj natančen. Potem je Santi po lepi kombinaciji prišel do zaključka še z levico, toda meril preveč po sredini gola. V 37. minuti pa kombinacija Dervišević-Tavares, toda kapetan je bil še nenatančen. Ob popolni dominaciji v prvem polčasu so domačini redko prihajali pred gol Handanovića, toda ob koncu polčasa prišli do najbolj zrele priložnosti. Matjašič je podal z desne, Cvek pa nameril mimo gola. Tako kot se je končal prvi, se je začel drugi polčas z novo priložnostjo za domače in s presenetljivim vodstvom. Kelenc je podal z leve, Zorko pa žogo neubranljivo preusmeril mimo Handanovića. Tale zadetek se zgodi. Definitivno nismo ga veseli, ga ne želimo, ampak se je zgodil. Ampak veseli spoznanje, da smo bili potem nadaljevali v popolnoma istem ritmu, da smo zelo hitro izenačili, povedali. Enostavno danes smo bili na tako visokem nivoju, da skoraj druga kot zmaga bi bilo presenečenje. Prvaki se niso pustili zmesti. Odgovor le 5 minut zatem, z najlepšo akcijo na tekmi. Začela se na polovici Maribora, od Mertlja prek Ibrahimija in Volaša je žoga prišla do Santija, ki je svojo dobro igro kronal z zadetkom. It's great to score after a long time. I didn't score. The last month was a difficult month for me because I came back from injury and everything, and I tried to back fast, and we give a great game, and I'm happy because my sisters and my brother here and I score, so I feel great. Takoj po izenačenju zadnja resna grožnja domačih na tekmi, tudi nov poskus Zorka je Handanović zaustavil. Na drugi strani pa vodstvo. Prosti strel je Ibrahimi izkoristil za natančno podajo, Volaš pa suvereno zaključil za že 10. gol v spomladanskem delu sezone. V 78. minuti nova priložnost za Mariborčane. Na levi strani je bil dovolj vztrajen Janža, ki je lepo zavrnil žogo, Tavaresu pa ni zmanjkalo veliko. Toda kapetan je nedolgo zatem vendarle prišel do svojega 16. gola v sezoni, vnovič v vlogi nesebičnega asistenta Volaš. Tavares pa suvereno v polno za 3-1.
Do konca tekme še 2 poskusa Damjana Boharja. Najprej je njegov strel končal v bloku, v sodniškem podaljšku pa odlično posredovanje domačega vratarja. Na lestvici tako še naprej 8 točk naskoka, kar pomeni, da je za naslov v zadnjih 3 tekmah dovolj že točka. Prva medžoga bo v soboto v Ljudskem vrtu Maribor-Domžale. Mogoče je bilo par tekem, ki niso šle v našo prid, smo imeli milijon šans, pa nas ni hotel, tako da na koncu res pokazali smo, da smo Maribor, kar se spodob za Maribor, kot sem že rekel, na koncu izpeljal leto in spet nisem nič naslov prvaka dobil.